Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vsaka ženska bi morala poznati svoje telo in svoj menstrualni ciklus. Vsak par bi moral poznati svojo naravno plodnost in imeti informacije, kako lahko brez umetnih posegov v telo varno in srečno živi svojo spolnost. To je del zapisa spletne strani, ki bo tudi izhodišče naše današnje svetovalnice, v kateri lepo pozdravljam Alison Kogoj, medicinsko sestro, licencirano svetovalko za naravno plodnost in sistemsko-relacijsko terapevtko. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Z veseljem boste odgovorili tudi na kakšno vprašanje strani naših poslušalk in poslušalcev na 01 512 10 00. Naši telefoni bodo seveda odprti za vaše sodelovanje, gospe in gospodje, kakorkoli že. Zato vabljeni k sodelovanju v nadaljevanju. Midve pa lahko takole začneva. V dobi interneta bi človek pričakoval, da vsi vemo že vse. Torej, da tudi o plodnosti vemo vse in da bo zato lažje zanositi. Ampak še vedno nas telo včasih preseneti, da odreagira drugače, kot mi pričakujemo. Kako ste postali svetovalka? Je bil to tudi razlog, da ste vstopili na to pot? Jaz sem že za diplomsko nalogo si izbrala tako temo, spremljanje menstrualnega cikla in potem uporaba metod z namenom naravnega odlaganja zanositve. Potem pa me je ta tema toliko pritegnila, in sem dobila že v času študija možnost, da grem na študij za svetovalko za naravno plodnost, natančneje za učiteljico Billingsove metode. Tako da sem se po zaključenem faksu še na to vpisala in sem študirala na daljavo. Tako da najprej sem začela delati s pari, ki so želeli naravno odlagati zanositev. Potem se je pa več parov obračalo k meni z namenom doseganja zanositve, torej kako povečati možnost, da pride do naravne oploditve. Tako da danes imam več takih parov, ker je to, se pravi, da je to kar izziv v naši družbi. Zdaj, ko ste pa omenila ta doba interneta, ne, res je, veliko informacij se najde tam, ampak je veliko informacij tudi nepopolnih, pomanjkljivih. Potem ljudje težko povežejo te informacije med sabo, ki jih nabirajo, a ne, po različnih spletnih straneh. Opazila sem tudi, da je zelo malo informacij v slovenskem jeziku, a ne, je komu potem lažje, če pač bere v svojem jeziku tako vsebino. Tako da sem potem jaz začela več govoriti, pisati o teh stvareh, napisala tudi knjigo. In se je začelo. In je bil odziv. Tako. Ja, knjiga, ki ste jo izdali, nosi naslov Želiva si dojenčka. Pravite, da je pot do razumevanja ženske in moške plodnosti ter naravne poti oploditve. Pa razčistiva to naravno pot. Zdaj v ozadju je to, da ženska pozna in razume svoj menstrualni ciklus. Zdaj v teoriji je prav, da ga razumeta oba, tudi moški. Potem pa za žensko je pomembno to, da začne spremljati svoj menstrualni ciklus, kar pomeni, da lahko iz menstrualnega cikla prepozna plodno, neplodno obdobje, faze menstrualnega cikla, ne, razdelimo menstrualni ciklus na 4 obdobja. Zdaj, ženske ponavadi vemo, kdaj je obdobje menstruacije, ker je to najbolj očitno obdobje cikla, ne? Ampak v bistvu najbolj pomemben dogodek v menstrualnem ciklu je ovulacija. To pomeni, da je ženska plodna, da je zmožna oploditve, a ne, vemo, da ženska lahko oploditev doseže samo v tem času ovulacije, to pomeni, da se zrela jajčna celica sprosti iz jajčnika v jajcevod, da največ v 24 ur potem, ko pride do ovulacije, je jajčna celica zmožna združitve z moško spolno celico in če v tem menstrualnem ciklu ne pride do oploditve, potem zanositev v tem ciklu ni več mogoča. Moški pa lahko oploditev kadarkoli doseže, tako da potem, ko govorimo o skupni plodnosti, o plodnosti para, se to navezuje na ženski menstrualni cikel. Torej moramo poznati, spremljati ženski menstrualni ciklus, da lahko vemo, kdaj je par zmožen doseči zanositev. Zdaj, če govorimo potem o nekem naravnem odlaganju zanositve, se potem tudi spolnost prilagodi glede na to plodno obdobje, a ne, se pravi, če ne želita več
zanositve ali pa še nista na tem, da bi pač imela družino, potem se v obdobju plodnih dni spolnost odsvetuje. Če pa par želi dosegati zanositev, je potem pa obratno, se pravi, biti spolno aktiven prav v teh plodnih dneh. V nekaterih primerih je recimo sploh izjemno pomembno, da je to čim bližje ovulacije. Zato je tako pomembno, da ženska spremlja in natančno pozna svoj menstrualni ciklus. Kako dolga je to obdobje, se pa tudi verjetno malce razlikuje od ženske do ženske, ne? Ja, kako dolgo je plodno obdobje? Zdaj prvi del menstrualnega cikla, se pravi od prvega dne menstruacije pa do ovulacije, ta del cikla je spremenljive dolžine. In prav v tem obdobju nastopijo tudi plodni dnevi. Zdaj plodne dneve opredelimo z izločanjem plodnega izcedka iz materničnega vratu. Ta plodni izcedek lahko ženska tudi zazna na področju nožnice, lahko ga začuti, ko gre na stranišče, ga lahko opazi, spominja na surov jajčni beljak, je tak vlecljiv, prozoren. In ta izcedek se navadno začne izločati od 3 do 7 dni pred ovulacijo. V tej plodni sluzi semenčice lahko preživijo, prehranijo se, pa potem pripotujejo do jajcevoda. V tej plodni sluzi preživijo od 3 do 5 dni. Torej, če pride do spolnega odnosa že neki dni pred ovulacijo in je ta plodna sluz prisotna, potem lahko to privede do oploditve, ker semenčice počakajo v jajcevodu na jajčno celico. Tako da ta prvi del faze cikla je tak, da mora ženska biti mogoče malo bolj čuječa, bolj pozorna, da vidi, kdaj se bo začel ta plodni izcedek pojavljati, ker to ni vedno nujno na isti dan menstrualnega cikla. Tudi ovulacija ni nujno, da vedno nastopi na isti dan menstrualnega cikla, se to lahko pač zamakne, tudi če se zamakne za 1 dan, 2 dni, v bistvu to je že veliko. Zdaj, če pa se sploh pojavljajo kakšni stresi, kakšne večje spremembe v prehrani, telesni aktivnosti, se pa ta faza lahko še bolj podaljša. Se pravi, da se odloži ovulacija. Da se odloži ovulacija, nastopi na kasnejši dan menstrualnega cikla. In ta druga faza po ovulaciji, lutealna faza oziroma poovulacijsko neplodno obdobje, v tem obdobju pa do oploditve več ne more priti. In to obdobje je vedno enako dolgo, traja od 11 do 16 dni, povprečno je 14-13 dni dolžina te faze. Tako da ženske, ko spremljajo svoj menstrualni ciklus, tudi vejo, koliko je to pri njih dolgo, tako da tudi lahko pričakujejo, kdaj bo nastopila menstruacija. Torej v tem drugem delu cikla do zanositve ne more več priti. Varno obdobje. Z namenom odlaganja, tako. Kaj pa, rekli sva, ženska in moška plodnost, torej moški so načeloma ves čas sposobni narediti otroka, da tako po domače se izrazim, ampak kaj pa, če se ne zgodi, je pa treba obisk pri zdravniku, ne? Ja, zdaj sploh, ko govorimo o izzivih pri doseganju zanositve, se mi zdi, da prej noben prav kaj dosti ne razmišlja o svoji plodnosti. Ženske mogoče vse bolj ali pa prej, moški pa sploh ne ali pa pač res šele takrat, ko pride do nekih izzivov. Zdaj takrat, torej, ko pač neka zanositev ne nastopi ali pa recimo, če se dva res želita zavestno pripraviti na zanositev, na starševstvo, se svetuje, da oba poskrbita za svojo plodnost. Le govorimo o zdravem življenjskem slogu. To vključuje prehrano, telesno aktivnost, obvladovanje stresa, spanje je izjemno pomembno, včasih je potrebno kakšne vitamine dodajati, ker v bistvu na ta način pri ženskah to vpliva na ustrezno hormonsko ravnovesje, posledično na prisotne ovulacije, na redne menstrualne cikle, tudi na kvaliteto jajčne celice, pri moških pa tudi na hormonsko ravnovesje, kar je tudi izjemno pomembno za nastajanje moških spolnih celic, pa tudi za kvalitetne moške spolne celice. Tako da, ko govorimo o neki skrbi za plodnost, je tukaj izjemno pomembno, da tudi moški poskrbijo za svojo plodnost, tako da potem pri obeh pogledamo, kakšen je njun življenjski slog, kaj je dobro optimizirati. Recimo en zelo pomemben dejavnik je tudi, da se odsvetuje pitje alkohola
in pa odsvetuje se kajenje, a ne, to recimo zelo vpliva na samo kvaliteto moških spolnih celic. Torej, plodnost se da nekako tudi povečati, če dobro skrbimo zase, ne, oziroma če par v celoti dobro skrbi zase. Omenili ste vitamine, kaj bi tukaj lahko naredili, recimo, kateri vitamini so pomembni? Zdaj, če govorim o neki prehrani, tle se v bistvu svetujejo čim bolj uravnoteženi obroki, da vključujejo vse od ogljikovih hidratov, beljakovine, zdrave maščobe, zelenjava, začimbe. Zelenjava recimo je zelo pomembna, ker je to naravni antioksidant, ker vemo, da to vpliva na kvaliteto spolnih celic, ne. Potem, če govorimo prav o nekem dodatku vitaminov, je pa tukaj malo odvisno od para do para, tako da se to tudi dosti individualno svetuje, a ne. Recimo en tak pomemben vitamin je vitamin D, potem za moške kakšen Q10, selen, cink, vitamin E. Pol pa, odvisno kakšni folna kislina, recimo to je za ženske, a ne, ko se tudi s tem pripravljajo potem že na obdobje nosečnosti. Pol pa odvisno od samih izzivov, ki jih nek par ima. Svetovalnico poslušate. V našem studiu je danes Alison Kogoj, medicinska sestra in licencirana svetovalka za naravno plodnost. Na telefonski zvezi pa zdajle pozdravljamo poslušalko Barbaro. Lep pozdrav. Dober dan. Ja, povejte. Imam vprašanje v zvezi z hormonskim ravnovesjem. V bistvu meni se je po drugem porodu ni vzpostavilo nazaj nekako preveč prolaktina. To so ugotovili do zdaj, ne pa razloga za to. Pa me zanima, kaj bi se dalo v zvezi s tem narediti. Torej, recimo 3 leta je že star fant moj, pa še vedno ni menstruacije nazaj, pač cikla. Ja, zdaj v tem primeru verjetno dojenje ni več prisotno, oziroma je tudi, če je, ne, v bistvu tega, ker prolaktin se naravno poveča, ne, takrat, ko ženske dojijo, in prolaktin je v bistvu tisti, ki zavira ovulacijo in posledično potem tudi do menstruacije ne pride, a ne. Zdaj, povišan prolaktin je velikokrat povezan tudi s kakšnimi stresnimi situacijami, s kakšnim tudi podzavestnim stresom, a ne. Tako da dostikrat v takem primeru smo malo pozorni na to, kakšen je življenjski slog ženske, kako je s spanjem, kako se ona počuti v vlogi mame, tudi na nek način novi partnerski vlogi, ne, ker se partnerski odnos po porodu spet na novo oziroma na nek drugačen način oblikuje, a ne. Drugače absolutno to ena stvar, ki je potrebna, da se jo tudi zdravniško obravnava, torej da se opravi hormonske teste, a ne. Zdaj včasih se v bistvu odločijo tudi za spremljanje tega prolaktina v jutranjih urah, kar pomeni, da se prolaktin večkrat pogleda zaporedoma. Kakšne stresne hormone je dostikrat tudi fino pogledati, a ne, ampak to so v bistvu stvari, ki so potem v domeni zdravnika oziroma izbranega ginekologa. To, no. Drugače pa, kar se lahko poskrbi za življenjski slog, torej da se potem pogleda, kako je s prehrano, z stresom, telesno aktivnostjo, spanje recimo je izjemno pomembno. Toliko na kratko. Jaz sem samo še na to vezana eno vprašanje. Mene so dali pač na te krvne preiskave, pa je v bistvu bil povišan prolaktin, pa nič kaj drugega posebenega. Pol pa še na magnetno resonanco hipofize. Ampak če bo tam vse v redu, mi bodo verjetno predpisali Bromargon. Kakšno mnenje imate pa o tem zdravilu? Zdaj za kakšne take bolj kompleksne stvari je tako, da je tudi terapija, se pravi, da posegamo tudi farmakološko, a ne. Zdaj v takih primerih se potem spremlja, kako je z
izboljšanjem, tako da jaz tlele svetujem vseeno ženskam, da spremljajo svoj menstrualni cikl, da so pozorne na to, kdaj bo, če bo nastopila ovulacija, ker ovulacija lahko nastopi pred prvo krvavitvijo, da se spremlja tudi, kakšni so morebitni stranski učinki, da se tudi o teh stvareh poroča potem zdravniku. Jaz potem, kar svetujem ženskam, naj si pišejo, če so one tudi, če zasledijo kakšne stranske učinke, karkoli, kar bi bilo drugače pred začetkom jemanja, da si te stvari zapišejo in se potem pač o tem pogovorijo z zdravnikom. Je pa tu še ena pomembna stvar, da terapija ni tista, ki bo odpravila, ki bo uredila vse, ampak je res potem potrebno, kot sem že rekla, poskrbeti tudi za ta nefarmakološki pristop, torej zdrav življenjski slog, prehrana, telesna aktivnost, stres, spanje in tako naprej. Tako da v bistvu gre za ta... Bo treba delati. Ja, tako. Dobro, hvala lepa. Srečno, Barbara, upamo na najboljše. Hvala, vse dobro. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Te stvari, ki ste jih omenili, so pomembne, čeprav ves čas poslušamo zdrav življenjski slog, prehrana, ampak kaj to pomeni, kako naj si neka mlada mamica zagotovi dovolj spanja, če ima potem nočno zbujanje, ves čas je pa seveda poseben izziv, Ja, saj to je izziv, tudi ko govorimo o življenjskem slogu, tako, recimo jaz z mojimi pari pogledamo sicer na vse te dejavnike, ki sem jih omenila, potem pa ponavadi si za začetek zberejo 1-2 stvari, ki je fajn, da jih pač optimizirajo. Ponavadi zberejo tisto, kjer pač vidimo, da predstavlja največji izziv, največjo težavo, ali pa mogoče tisto, na kateri so pač pripravljeni najprej začeti delati, spreminjati. Zdaj res, ko govorimo o spanju pri mladih mamah, pač tu je treba vedeti, da to je neko obdobje, ki pač bo prineslo nespečnost, ki lahko traja to tudi nekaj leta, torej je pač to neka faza, ki jo je potrebno premostiti, in tam zdaj nekih večjih sprememb ne moramo delati, dokler v bistvu otrok ne zrase oziroma pač sam ne prespi cele noči, tako da... Je pa dobro vključevati tudi očeta, Ja, pol na tak način pogledamo, če se pa da kako drugače, ali pa recimo, koliko pa mama lahko počiva takrat, ko je recimo otrok v varstvu, ali pa ko otrok spi čez dan, če še spi, tako da koliko se je pa takrat možnost vzeti za počitek, Jaz recimo res vidim, da pri ženskah je ta največji izziv to, da se zelo težko damo v en počitek, v en mir, ker v bistvu nas tudi menstrualni cikl to uči, ženska naj bi v obdobju menstruacije počivala, vsaj prvi, drugi dan, ko je krvavitev najbolj močna, ampak tega v večini ne počnejo, Želimo biti enako produktivne kot recimo moški. Enako vsak dan v ciklu, vsak dan v mesecu, kar pa v bistvu na dolgi rok to prinaša eno veliko izčrpavanje, kar se posledično pozna tudi na hormonskem ravnovesju, tudi na žlezah z notranjim izločanjem, in tudi zato je veliko izzivov pri doseganju zanositve. Včasih pa so tudi čisto neke fizične ovire pri zanositvi, pojavi se recimo endometrioza ali pa sindrom policističnih jajčnikov. Kaj pa tukaj lahko naredimo brez kakšnih verjetno medicinskih posegov ali farmakoloških izzivov ne bo šlo? Ja, zdaj tu odvisno od ženske do ženske. Najprej mora biti postavljena ta diagnoza. Jaz imam recimo take primere, ko pridejo ženske k meni pa rečejo, jaz imam sindrom policističnih jajčnikov, pa si ona sama postavlja to diagnozo, zato ker je pač na internetu prebrala par vsebin. Zdaj v prvi vrsti mora biti ta stvar potrjena strani zdravnika, torej to pomeni, da morajo biti najprej določeni diagnostični postopki opravljeni, da se ve, da gre pač za takšno stanje. Potem druga stvar, kar je recimo pomembna, je to, da vidimo, kakšni so njeni menstrualni cikli ob tem, ker lahko ima ena ženska sindrom policističnih jajčnikov, pa v bistvu bomo vseeno iz njenih ciklov videli, da pa so ovulacije prisotne. Sicer so pogosto redke, ampak lahko so prisotne, kar je pač pomembno, če govorimo z vidika doseganja zanositve. Potem gremo pa pogledati, kaj lahko ona spet sama naredi,
spet pri svojem življenjskem slogu, načinu življenja, da se poskuša tudi na tak način stvari optimizirati. Ne? Kaj recimo je že naredila, kaj je tisto, kar za njo deluje, kaj za njo učinkuje, kje ima mogoče še kakšne rezerve, ne? Da se da še na čem kaj narediti. In ja, v nekaterih primerih je potrebna tudi farmakoterapija, ne? Kar je pa seveda pomembno spet, da je vodeno strani zdravnika. Ja, se pa da tudi v teh primerih zanositev doseči naravno, ne? Ne zdaj sicer pri vseh, neodvisno, koliko je pač neka težava kompleksna, razširjena, ampak se pa da. No, nekaj spodbudnega vendarle. Kaj pa kontracepcijska sredstva? Danes so za marsikoga nekaj samoumevnega, ampak treba se je pa zavedati, da seveda vplivajo na naše telo in ne vplivajo dobro, če tudi z njimi dosežemo, da ni nezaželene nosečnosti, ampak vendarle, ali imamo znanja in vedenja na tem področju dovolj, zlasti pri mladih dekletih, se mi zdi, da to nekatere kar pridno zobajo. Ja, zdaj tu jaz opažam, da je premalo te informiranosti, ne, kaj je hormonska kontracepcija, kako to deluje na žensko telo, ne. Zdaj, hormonska kontracepcija ni v vseh primerih nujno slaba, ne, in v bistvu je to tudi danes možnost izbire, torej ženske imamo možnost izbrati tudi to, ampak se mi pa zdi prav, da bi bile v prvi vrsti informirane najprej o tem, kako deluje naravna plodnost ženske, kako deluje menstrualni ciklus, a ne. To je veliko nepoznavanja tega. Jaz recimo imam danes odrasle ženske, ki ne vejo recimo, kaj je to ovulacija, zakaj je sploh pomembna ovulacija, zakaj pride do menstruacije, a ne. Torej, ja, najprej poznati te stvari, in ko enkrat pač poznaš in razumeš, kako deluje žensko telo, kako deluje menstrualni ciklus, je lažje razumeti tudi, kako na menstrualni ciklus pravzaprav vpliva delovanje hormonske kontracepcije, a ne. Tudi recimo so ženske, pa tudi moški, premalo seznanjeni, se pravi, s temi bolj naravnimi oblikami, torej če govorimo o nekih naravnih metodah, a ne. Ki delujejo, ne? Ki delujejo, ja, recimo zdravstveni sistem, šolski sistem ne podaja teh informacij, ne govori o tem, ampak v ozadju je to, da tudi sami ne poznajo teh stvari, a ne, zato težko predajajo naprej, a ne. Se pravi, v ozadju vidim to, da bi mogla biti večja, boljša informiranost, potem pa v bistvu, da ženska lahko sama izbira, a ne. Zdaj, hormonska kontracepcija se velikokrat predpisuje, svetuje za razne stvari. Eno je poznamo z namenom preprečevanja zanositve, ampak potem se svetuje tudi za boleče menstruacije, PMS-je, neredne menstrualne cikle, a ne. In tam zmanjka to, da nismo najprej raziskali, kaj je v ozadju, vzrok, torej kaj je tisto, kar povzroča recimo tako boleče menstruacije, ali pa kaj je vzrok za neredne menstrualne cikle, a ne. In ker nismo raziskali vzroka, potem nismo ga tudi odpravili, nismo ga lajšali, nismo v bistvu nič naredili na tem, da bi stvari poskušali naravno vzpostaviti, a ne. In potem v ozadju, tudi če ženska jemlje hormonsko kontracepcijo, pa navzven delujejo menstrualni cikli redni, torej na 28 dni, a ne. Čeprav to niso njeni lastni cikli in tudi ta menstruacija ni menstruacija, je v bistvu posledica dviga pa spusta teh dodatkov hormonov v telesu, a ne. V ozadju ta vzrok je še vedno prisoten in bolj, ko ženska prekinja z jemanjem, največkrat prekinjajo, ker želijo dosegati zanositev ali pa recimo, ker so deležne stranskih učinkov, a ne, pa potem se odločijo, da tega ne bodo več jemale, potem se zadeva največkrat pojavi nazaj, torej se ta problem vrne, a ne. Se pravi, če je ženska jemala kontracepcijo zaradi bolečih menstruacij, se bodo po prekinitvi te boleče menstruacije povrnile, a ne. Tako da tam so potem povabljene, da poiščejo kakšnega strokovnjaka, lahko tudi mene poiščejo, da potem pogledamo, kaj se dogaja v ozadju, kaj pravzaprav pripelje do takih simptomov. Kaj pa kakšne drugi načini, torej obstajajo tudi razni
vložki, ne, ali karkoli, da ne dosežemo nosečnosti, je tudi tam potem so ti stranski učinki prisotni. Ja, materničnem vložku, to so različni hormonski preparati, kontracepcijske tablete, obliži tudi recimo, včasih so bile tudi te hormonske injekcije, so se tudi uporabljale. Zdaj, namen delovanja oziroma delovanje hormonske kontracepcije, ne glede na to, v kakšni obliki, torej v kakšnem preparatu je v bistvu enaka. Namen je tam, da se zavira ovulacijo, da se vpliva in na delovanje možganov, na delovanje jajčnika, jajcevodov, maternične stene, materničnega vratu. Tako da, ja, v grobem, oziroma če tako posplošim, je v bistvu način delovanja pri vseh preparatih pravzaprav enak. In seveda potem, ko se s tem preneha, traja določeno obdobje, da se vzpostavi nazaj naše telo, da začne normalno delovati, tako da verjetno ni pričakovati, da bomo kar takoj zanosili, ali kako? Ali nekatere zanosijo tudi takoj? Različno, Tukaj je zelo različno od tega, kakšni so bili menstrualni cikli pred začetkom jemanja. Saj pravim, če so bili prej neredni cikli in je zato obstajal nek razlog, se bo potem to stanje verjetno povrnilo. Potem odvisno od tega, kdaj je začela ženska že jemati. Zdaj, če je začela že kot mladostnica, ko v bistvu se sploh njeni hormoni še niso naravno uravnovesili, ko ni še prišlo tam do nekega telesne zrelosti, se pravi, je bil nek naraven proces tam prekinjen, to recimo ima tudi vpliv potem, koliko časa je ženska jemala nek hormonski preparat. Tako da ja, po prekinitvi lahko traja nekaj časa, da se bo ta njena naravna plodnost povrnila, lahko več mesecev, več let. Pri nekaterih ženskah pa je lahko že takoj, ko prekine, čez nekaj dni pride do ovulacije in s partnerjem tudi lahko dosežete zanositev. Tako da to, zelo različno od ženske do ženske. Tako da jaz svetujem, da ko ženske nehajo z jemanjem hormonske kontracepcije, da so pozorne na svoj menstrualni ciklus. Zdaj natančnega spremljanja cikla se je treba naučiti. Zelo dobro so te stvari tudi v knjigi, ki ste jo omenila, opisala. Tako da potem lahko same spremljajo, kaj se dogaja na področju hormonskega ravnovesja, na področju njene plodnosti. Kako pa, samo še za konec tole vprašanje, zaznamo, da se naša plodnost zmanjšuje, se tudi to odrazi pri menstrualnem ciklusu, recimo, da se bliža obdobje menopavze? Ja, zdaj z leti delovanja jajčnikov peša, posledično pride tudi do hormonskih sprememb. Do tega pride zato, ker so ovulacije vse bolj redke. Ovulacija je pomembna, zato ker po ovulaciji se začne tvoriti hormon progesteron in to pač vpliva na veliko mehanizmov v ženskem telesu. Potem je pa v bistvu tega progesterona malo, oziroma ga sploh ni, če ni ovulacij, tako da to potem prinese veliko enih sprememb na telesu pri ženski. In kar se tiče menstrualnega cikla, se to pokaže na način, da se menstrualni cikli skrajšajo ali pa recimo se podaljšajo, potem krvavitve so ali šibke, lahko tudi kapljične, ali pa izjemno dolge, obilne. Tako da neke spremembe v dolžini samega menstrualnega cikla, pa tudi v dolžini menstruacije, krvavitve, je v bistvu lahko znak, da so tam nastopile že hormonske spremembe, ki v bistvu grejo proti menopavzi. Dobro, hvala lepa, Alison Kogoj, za ta pogovor. Seveda veliko podvprašanj bi lahko še postavili, veliko, verjamem, da ne bi nastajale knjige, kot nastajajo, če bi bilo to tako preprosto, da bi lahko vse povedali v pol ure. Ne gre. Zato tiste, ki ste se zdajle soočili s kakšnimi podvprašanji, lahko se obrnete na našo sogovornico Alison Kogoj, ki vas najdejo na spletu, ne? Ja, abili.si. Dobro, hvala lepa za obisk in seveda vse dobro. Ja, hvala tudi vam. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.